Dobrodošli na Popri 2025. Spoštovani gostje, podjetniki, mladi, dobrodošli na razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad tekmovanja Popri 2025. Preden nadaljujemo, naj se zahvalim plesni skupini MN Plesna šola Nova Gorica, ki je pravkar nastopila. Koreografijo za nastop sta pripravila Nastja Bremec-Rinja in Miha Urinja. Skupina nastopa na različnih mednarodnih tekmovanjih in beleži izvrstne tekmovalne dosežke. Na lanskoletnem državnem tekmovanju, denimo v okviru Umetniške plesne zveze Slovenija, so v članski starostni kategoriji osvojili naslov državnih prvakov. Dajmo še en velik aplavz za naše plesalce. Tako leto je naokoli in še eno tekmovanje Popri je za nami. Ostalo je le še zaključno dejanje in sicer podelitev nagrad za najboljše podjetniške ideje letošnjega leta. Dobrodošli tudi vsi, ki soustvarjate Popri, v prvi vrsti seveda tekmovalci, pa mentorji, starši, soorganizatorji, strateški partnerji, ostali partnerji in seveda sponzorji. Danes bom z vami Klara Eva Kukovičič. Kot veste, je Popri nacionalno tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo mladih in da Popre organizirajo v Primorskem tehnološkem parku skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Uradom Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Spirit javna agencija, Slovenskim podjetniškim skladom, Mestno občino Nova Gorica, občino Šempeter-Vrtojba. Skupaj s svojimi strateškimi partnerji, Tehnološkim parkom Ljubljana, Saša inkubatorjem in razvojnim centrom Novo mesto skrbijo za prijave na tekmovanje, organizirajo polfinalna in mentorsko podporo ekipam, ki jo seveda še kako potrebujejo. Popri podpirajo tudi partnerji tekmovanja in sicer Urad za intelektualno lastnino, Klub slovenskih podjetnikov in CIT Slovenija. Na oder zdaj vabim direktorico Primorskega tehnološkega parka in gostiteljico današnje zaključne prireditve, magistrico Tanjo Kožuh. Vabljeni na oder. Morda povemo še, da je Tanja zaslužna, da je tekmovanje Popri iz lokalnega postalo nacionalno, leta 2021 pa je celo prestopilo tudi meje in postalo mednarodno. Do danes je na njem tekmovalo skoraj 6000 mladih, ki je predstavilo več kot 2000 podjetniških idej, pri tem pa je sodelovalo tudi več kot 800 mentorjev in več kot 600 izobraževalnih ustanov. To si zasluži en velik aplavz. Tanja, zdaj pa je beseda vaša. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tem finalnem delu Poprov, ki so potekali praktično od septembra pa vse do danes. Jaz bi želela med nami prav lepo pozdraviti državno sekretarko na Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesno Humar. Z nami je tudi župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel, podžupan Marko Tribušon, podžupan občine Šempeter-Vrtojba Ivo Podbersič. Prav lepo moram pozdraviti naše predstavnike soorganizatorjev iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, javne agencije Spirit Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada. Zdaj, veste, Popri res organiziramo že 22 let, ampak v nekaj zadnjih letih so se nam pridružili naši strateški partnerji. To so Saša inkubator iz Velenja, Tehnološki park Ljubljana in podjetniški inkubator iz Novega mesta. Brez njih Popri ne bi bili danes to, kar so. Samo skupaj na nivoju celotne Slovenije lahko razvijamo vsako leto boljše Popre in lahko prispevamo k temu, da ste mladi na tem tekmovanju vsako leto boljše pripravljeni in tako izvrstni, da ima komisija res izjemno težko delo.
Zato bi zdaj ob tej priložnosti želela, da si čestitate in zaploskate, dragi tekmovalci, ker to, da ste tukaj v finalu, je izjemen dosežek. Aplavz. Vsako leto imajo pri tekmovanju posebno vlogo mentorji. Mentorji mladim prihajajo iz gospodarstva, iz izobraževalnih institucij in iz tehnoloških parkov in inkubatorjev ter ostalih institucij podpornega okolja. Mi smo tisti, ki mlade povezujemo na eni strani z gospodarstvom in šolstvom. Mentorji smo tisti, ki mlade spodbujamo, jih usmerjamo in pomagajo za to, da svoje ideje razvijajo v učinkovit poslovni model in da na koncu naredijo tako izvrsten pitch, da prekašajo še marsikateri startup v Sloveniji, pa tudi po svetu. Zato mentorji hvala, ker z nami sooblikujete nove generacije podjetnikov. Popri je res velik projekt. Brez partnerjev, sponzorjev, podpornikov in naših prijateljev ga ne bi mogli izpeljati, tako da hvala tudi vam. Začeli smo res pred 22 leti in naša želja je bila, da bi mladi svoje potenciale razvijali doma, da jim ne bi bilo potrebno iti v tujino, tudi v Ljubljano, nismo želeli, da grejo tukaj iz Nove Gorice. Ampak hmalo smo ugotovili, da je vse to skupaj preraslo Goriško regijo in da se tekmovanje kar širi na druge regije in tako smo pokrili celo Slovenijo in smo bili tega res veseli. Pred 5 leti je to tekmovanje postalo mednarodno. To je res nekaj velikega in izjemnega in letos bodo zmagovalci med dijaki in študenti z nami odpotovali v Grčijo, kjer že 5. leto zapored organiziramo EUSER Popri Youth, mednarodno tekmovanje za 10 evropskih držav. Še bolj smo ponosni na to, da v teh 9 ostalih državah izvajajo podobna tekmovanja prav po našem vzoru in lahko rečemo, da smo primer dobre prakse, ki ga širimo v Evropi. Kaj bo čez 5-10 let, vam ne bom razkrila, ampak imamo velike cilje in načrte. Dragi tekmovalke in tekmovalci, iskrene čestitke. Komisiji ste mešali štrene, zahvaljujem se jim v tem trenutku za njihovo delo in ta trenutek verjetno vsi nestrpno pričakujemo, kdo bodo zmagovalci. Izkoristite to izkušnjo pri vašem delu, pri vaši karieri ali pa, če boste postali podjetniki. Srečno! Gospa Tanja, najlepša hvala in seveda še veliko uspehov tudi v bodoče, tudi čez 10 let. Tudi letos je imela komisija, kot smo slišali, zelo težko delo pri izboru najboljših poslovnih idej. Teh je bilo 212, tekmovalcev pa kar 604. Dajmo en aplavz za vseh 604. Morda še povemo, da konkurenca je res velika, ampak tudi poslovni modeli se iz leta v leto izboljšujejo. No in danes bomo videli, kateri so tisti, ki so se odrezali najbolje. In sem prepričana, da že vsi nestrpno pričakujemo rezultate. Popri je skupnost, ki povezuje podjetnike prihodnosti z gospodarstvom, državnimi ustanovami, z Evropo in tudi svetom. Številom tekmovalcev in s tistimi, ki prispevajo k organizaciji in izvedbi projekta Popri, se ta skupnost tudi čedalje bolj širi. Da podiramo rekorde, gre zasluga tudi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki s svojimi politikami in ukrepi strateško spodbuja razvoj veščin, podjetnosti in mladih talentov. Kot soorganizatorje tekmovanja naj tu še omenim Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Spirit Slovenija, javno agencijo, Slovenski podjetniški sklad, mestno občino Nova Gorica, občino Šempeter-Vrtojba, zato menim, da si vsi omenjeni zaslužijo še en velik aplavz.
Zdaj pa sem prepričana, da se bodo vsak čas za menoj že začeli pripravljati takšni 4 stoli, kajti letos smo se odločili, da malce vržemo na žar letošnjo komisijo in tudi vse ostale sodelujoče in jih popopramo z vprašanji, ki smo jih pripravili s pomočjo finalistov in njihovih mentorjev. Tako da brez skrbi pri tem ni sodeloval kakšen chat GPT, tudi jaz jih nisem sestavila, kajti takšno kreativnost lahko premorejo samo naši tekmovalci in seveda finalisti. Na oder zato prav lepo in vljudno vabim Sama Turela, župana Mestne občine Nova Gorica. Nino Strajnar, soustanoviteljico in direktorico podjetja Flika. In Jerneja Česna, generalnega direktorja Outfit 7. Tako, spoštovani, dobrodošli v ospredju na odru, pa kar pogumno na stole, bo lažje, če sedite, verjemite. Seveda, še enkrat najlepša hvala, da ste se odzvali povabilu in izbrali ta pogum, da sedete na tale vroči stol oziroma te vroče stole. Kot sem že omenila, torej odločili smo se, da vas malce popopramo z vprašanji in vržemo na žar. Sicer pa brez zamere, kot omenjeno, odgovore oziroma vprašanja so sestavljali tekmovalci. Prav tako morda samo še omenimo, da bo vsak izmed vas imel na voljo za odgovarjanje le 22 sekund, namreč letošnje tekmovanje je že 22. zaporedoma, tako da 22 sekund je ta čas, ki ga imate. Da tudi vi vidite, kako je, ko si pod časovnim pritiskom, kar naši tekmovalci dobro vedo, saj ko pičaš, si vedno časovno omejen. Tako da finalisti, super ideja za teh 22 sekund. Spoštovano občinstvo, dajmo en aplavz za začetek. Tako, gospod Turel, pa bi začeli kar pri vas in sicer predstavljajte si, da ste direktor startup podjetja Nova Gorica, ki se ukvarja z razvojem podjetniške miselnosti mladih v Sloveniji. In vprašanje, kako bi Novo Gorico predstavili investitorju, katere njene največje prednosti bi izpostavili in na katerih področjih bi prosili za investicijska sredstva? Vse to v 22 sekundah. Prosim, ja. Pa čas se že šteje. Nova Gorica je čudovito mesto s fantastičnimi ljudmi, z našim tehnološkim parkom. Pridite k nam, ponujamo lepo okolje, dobro vino, odlično hrano. Prijavite se na tehnološki park in prijavite se tudi na 2 občinska razpisa. Enega prav za novo ustanovljena inovativna podjetja, drugega pa za širitev dejavnosti oziroma za prve investicije. Odlično, odličen odgovor. Dajmo en aplavz za prebit let. Mene ste kupili z vinom, potem vas sploh nisem več poslušala. Ampak v redu, nadaljujemo z drugim vprašanjem. Jernej, tale je za vas. Mladi pravijo, da v Sloveniji uspeh spremlja zavist. Kako v vašem podjetju gledate na to? Ali se to morda tudi spreminja? Kdo tukaj še ni bil nobenemu fovšen? Ne dvigne roko. Aha ne, vsi smo bili fovšni. Kako rasemo naprej? Jaz, ko sem bil majhen, sem si želel biti pevc, potem sem si želel biti arheolog, tu me je hnal naprej. Zmer se primerjamo, vsi se primerjamo. Nije zavist, fovšija ti da tisto ico, da greš naprej. Dajte gledati konkurenco, zgledujte se po drugih in ne se ustaviti pri njih, sam šibite naprej. Tako gledamo mi naprej na to. Najlepša hvala za odgovor. Nina, tretje vprašanje je za vas in je morda krajše, a vendarle, kaj je težje, zbrati pogum za prvi pitch ali zavrniti investitorja? Jaz sem imela kar tremo pred prvim pitchom, ampak bi rekla, da je težje zavrniti investitorja. Mogoče tako, da bojo mladi bolj me razumeli, kaj mislim s tem, ker si predstavljate, če hodite na zmenke, pa vam je še kar všeč fant v tem primeru, pa v neki točki ugotoviš, da pa mogoče preveč komplicira, pa da ni tako slabo, če si sam, pa mu moraš pa to povedati. Tako da...
Ja, podjetništvo je res taka veda, ki jo lahko apliciramo na marsikatero življenjsko področje in sem prepričana, da bo tovrstnih odgovorov danes še kar nekaj. Gospod Orel, vračamo se k vam. Kako bi predstavili Novo Gorico kot sanjsko mesto za mlade, start-up podjetnike? In tudi, zakaj bi nekdo odprl podjetje tukaj in ne recimo v Ljubljani ali pa v Mariboru ali pa morda kjerkoli drugje v Sloveniji? Nova Gorica je mlado mesto, mesto mladih, to je eden izmed razlogov. Imamo Sočo, nimamo megle, imamo čudovito sonce in krasno klimo, vino in hrano sem povedal že prej. Imamo tehnološki park in imamo razvito podporno okolje, zato ker pridite k nam, ne hodite nikamor drugam. Nas je odgovor prepričal? Jernej, kakšno vlogo naj bi imela podjetja pri razvoju lokalne skupnosti in podjetniškega okolja za mlade? Bom obrnil drugače. Zdi se mi, da je prevečkrat izgovor, da so podjetja tista, ki morajo podpirati. Podjetja so sestavljena iz nas, ki delamo v njih, ki jih vodimo in dajmo mi spodbujati mlade, da bojo šli naprej. Doskrat je izgovor, podjetje naše pa ne investira, nimamo sredstev. Klinci, jaz tem znanje, bom šel lahko pomagati mladim, če vidim, da je rabijo podporo. In dajmo gledati na ta način na te stvari. Tako da je ful veliko, sam neko podjetje, temveč tisti, ki smo v podjetjih. Odlično. Nina, Flika je globoko tehnološko podjetje. Bi rekli, da je v Sloveniji dovolj podpore za deep tech startupe? Ja, če sem prej sporednico z menkarijami, bom pa mogoče s kuharijo zdaj eno sporednico. Jaz mislim, da v Sloveniji zberemo skupaj tako z eno čorbo ali pa mineštro, ni pa lih Mišelinova zvezdica. So super iniciative, kakor je Popri, kakor je Podin konferenca, ko pridejo investitorji, tudi Spirit in Podjetniški sklad Slovenije, mislim, da super funkcionirajo. Manjka pa malo mogoče te sistemske podpore za start-up podjetja, za deep tech podjetja, infrastruktura ima tudi še potencial z letališčem in tako naprej, da lažje pridajo do nas tuji investitorji in da si tudi želijo denar investirati v nas in tudi na koncu domači investitorji, da vidijo priložnost v domačih podjetjih in investirajo v tujino. Torej so še priložnosti za napredek. Najlepša hvala za odgovor. Danes smo se že dotaknili te mejnice, kaj bo čez 10 let, sicer s tekmovanjem Popri. Ampak gospod Orel, kako pa vi vidite Novo Gorico čez 10 let, v smislu seveda podjetništva mladih, in pa kaj bo čez 10 let blagovna znamka Nove Gorice na področju podjetništva? Čez 10 let vidim Novo Gorico še bolj brezmejno, kot je danes, ko smo skupaj s sosednjo Gorico Evropska prestolnica kulture, spodbudno razvojno okolje, prijetno in primerno za mlade. In jaz si želim, da bi bili čez 10 let, da bi bil slogan ali pa kratica Nove Gorice čez 10 res Gorica borderless. Odlično, držimo pesti, da bo tako. Spoštovano občinstvo, en velik aplavz. Se mi zdi, da so se naši gostje kar pripravljali na tale vprašanja, čeprav dvomim, da so jih že prej prejeli, ampak to je ta spretnost in čar podjetništva, da si pripravljen na vse. Ne glede na to, kaj te investitorji vprašajo, vedno kot podjetnik moraš imeti odgovor. Ampak zdaj smo prešli iz tega roastanja, iz vročih stolov na hitri kviz. Torej, če ste zdaj imeli 22 sekund za odgovor, jih boste zdaj imeli še manj. In sicer bomo začeli kar s prvim vprašanjem in gospod Orel, ostajamo pri vas. Takole pa se glasi vprašanje. Kdo je večji podjetnik? Nekdo, ki ustanovi startup ali nekdo, ki preživi 10 let v politiki? Pravilni odgovor je A. Torej, nekdo, ki ustanovi startup. Boste podali še odgovor oziroma razjasnili, zakaj tako menite, ali gremo kar dalje? 10 let politiki je kar dolgo obdobje, se že počasi konformiraš in tiste izvirne ideje počasi izginejo. V redu. Jernej, selimo se k vam. Kaj je težje, ustvariti uspešno inovacijo ali prepričati mlade, da podjetništvo ni samo za Instagram influencerje? Trenutno se mi zdi, da je to drugo.
da je dosti težje prepričati mlade, da je podjetništvo ni Instagram in da so dejansko v podjetništvu tiste ful enostavne stvari, ki ležijo okoli in da z njimi rešuješ probleme. Smo slišali. Nina, kaj je večji izziv? Narediti produkt, ki ga ljudje ne razumejo, ali takšnega, ki ga nekdo dejansko rabi, pa sam še ne ve, da ga rabi? Oboje je velik izziv. V obeh primerih je pa ključno to, kako ga predstaviš na trgu, da ga znaš preprosto razložiti, ne glede na to, koliko je kompleksen. Jaz bi se težko odločila, kaj od tega je težje, bi rekla kar 50-50. Ok, ampak definitivno so pa prodajne veščine tiste, ki lahko pridejo prav pri enem in drugem. In da sam dosti dobro razumeš, kaj hočeš doseči, da razumeš svoj cilj, ker potem boš znal to boljš in bolj preprosto predstaviti. Gospod Urel, kaj je boljše, delati na občini ali ustanoviti lastno podjetje? Delati na občini. Dajmo en velik aplavz, prosim. Jernej, kako bi opisali mlade podjetnike? Kot vizionarje, ki delajo za svojo prihodnost, ali kot speče optimiste, ki čakajo, da jim uspeh kar pade v naročje? Ja, če so mladi podjetniki, je to prvo, 100%. Kako je to drugo, so sam sanjači in sploh nikoli ne bojo razmišljali, da bojo podjetniki. Torej delati in ne sanjati. Ne, veliko sanjati, sem tudi po realizirati to stvar. Odlično. Domače imeti jajca. Nina, selimo se dalje, kaj bi raje imela na svoji strani? In sicer brezhiben algoritem, ki nikoli ne zamuja, ali super intuitivnega uporabnika, ki razume vse brez navodil? Ja, če bi imela tazga uporabnika, pa ne bi rabila algoritma brezhibnega. Tako da jaz bi kar rekla na algoritem, pa da so uporabniki lahko sproščeni, pa da mi naredimo rešitev. Dobijo navodila. Ja, intuitivno, predvsem intuitivno, da razumejo. Gospod Urel, jaz se upravičujem, ampak kaj je boljše podjetniško orodje? Dober poslovni model ali dobre vezi pri županu? Zakaj dobivam samo jaz? Iskrenost šteje. Sigurno prvo. Torej dober poslovni model. Absolutno. To govorite zato, ker ste župan? Jaz si drugače ne morem. Odlično. Jernej, kaj pa je bolj razburljivo? Prvi prototip, ki končno deluje, ali prvi kupec, ki ti dejansko plača za nekaj, kar si naredil? Torej, da ni mama, oče. Oboje je ful, zato ker to v različnih fazah se zgodi. Prototip, ki ti funkcionira, je ona, zdaj smo ga naredili, končno je tu, in druga stvar je, ki bo du sploh plačal za to stvar. In že greš iz prvega tizga drillinga na drugi drilling, ti plača in naslednje vprašanje, čak zdaj je eden plačal, mogoče pa tu baja, zdaj pa rabimo ful veliko vzorc in gremo naprej. Vsak trenutek je ultra razburljiv. Tudi sodelovanje in zmagovanje na tekmovanju Popri, drži? 100%. Odlično. Nina, kaj je večja zmaga, ko stranka reče, točno to smo potrebovali, ali ko investitor reče, tale ideja, tole pa ima potencial? Podobno kot je rekel Jernej, oboje ima svoj čar, svojo vrednost. Rabiš oba in investitorja, da lahko zadeve premikaš in stranko, ki je produkt všeč. Tako da bi isto rekla, da je oboje enako pomembno. Odlično. Gospod Urel, bomo bolj milostljivi tokrat, ampak kaj vam bolj ogreje srce? Dobra podjetniška ideja mladega podjetnika, recimo na tekmovanju Popri, ali, težka, domač pršut in kozarec vrhunskega vina? Prej ste tako prodajali vino, da smo ga mogli nekam ukomponirati. Domač pršut in kozarec vina po podelitvi nagrad na tekmovanju Popri. Odlično. Torej, vemo, kaj bo danes za večerjo. Jernej, kaj je bolj noro? Podjetnik, ki poskuša dobiti investicijo v Sloveniji, ali državni uradnik, ki poskuša razumeti potrebe startupov? Kaj je bolj noro? Je bil začetek vprašanja tako?
Ne, kaj je pogosteje. Ta drugo in nor trenutke tiskati, ko prideš do državnega uradnika, mu poskušaš to razložiti. Tiskati spoznaš, kaj je norost. Govorite iz lastnih izkušenj? Ja. Kako pa drugače? Nina, kaj vam hitreje dvigne pritisk? Wi-Fi, ki se vsakih 5 minut zruši, ali uporabniški pejni, ko stranke recimo ne vedo, zakaj so jezne, ampak so pa prepričane, da si kriva ti? Ja, bi rekla, da vse en Wi-Fi, ker strankam se mi zdi, da prej ali slej vse en lepo razložimo, no, Wi-Fi dela pa vedno težave. Na to nimamo vpliva. In vedno ga zmanjka takrat, ko najmanj pričakujemo. Tako. Gospod Orel, kje je več adrenalina? Na podjetniškem tekmovanju Popri, ko te vsi takole gledajo iz dvorane, ali pa investitorji, ali na meji, ko pozabiš osebno izkaznico in začneš iskati plan B? To drugo sem že večkrat doživel, sigurno je odgovor A pravilen. Tam je več adrenalina, tiste sem že vajen iskanje dokumentov po predalih. Torej, spoštovani tekmovalci, upam, da ste slišali. Nič ni hujšega in bolj adrenalinskega kot tekmovanje na tekmovanju Popri. Jernej, vprašanje za vas. Na katerem start-up tekmovanju bi vi pičali svojo idejo za Slovenijo? Odgovori pa so sledeči. A. Shark Tank, B. Dragon's Den ali C. Popri. Itak bi Popri. Saj sem tukaj, Primorc, kaj pa drugega in točno vem, za kaj se gre. Tako da sploh ni vprašanje. Pa še veze in poznanstva imate. Zdaj si jih dan zgradim. Odlično. Z bodočimi oziroma z današnjimi tekmovalci. En velik aplavz, seveda, prosim. Nina, še zadnje vprašanje tega hitrega kviza. Če bi Flika pičala na tekmovanju Popri, bi jo predstavljala umetna inteligenca ali vi osebno? Mogoče bi pa kar kombinacijo probala pokazati. Ja, verjetno bi se za kombinacijo odločila. Še vseeno je ta osebni čut, mislim, da osebni stik je fajn, da ga nekako obdržimo, je pa tudi fajn videti, kaj vse lahko roboti in umetna inteligenca naredijo. Odlično. Spoštovano občinstvo, dajmo en velik aplavz za drugi del roastanja. Še tretji del našega sodelovanja oziroma našega pogovora imamo, ker imamo še nekaj minut in sicer bomo naredili takole. Jaz bom postavila vprašanje, vi pa dvignete roko, če bi na vprašanje odgovorili z jaz. Temu se reče skupinski hitri Popri finale. Torej, če ste v opisu ali pri vprašanju prepoznali sebe, dvignete roko. Velja? Lahko pa tudi pokažete s prstom na koga drugega. Prvo vprašanje se glasi, kdo od vas bi odlično prodal slabo idejo kot vrhunsko inovacijo? Mislim, da publika ne vidi teh rok. Aha, imamo enkrat ja, enkrat mogoče, enkrat pa nikakor ne. V redu. Drugo vprašanje, kdo od vas bi najverjetneje rekel, to je brez veze, za idejo, ki bi potem postala milijonski posel? Zato je odgovoril na vprašanje, da je bolje biti zaposlen v občini. V redu. Kdo od vas bi za poslovni načrt vprašal, a obstaja kakšna predloga v Wordu? Tekmovalci, ne vem, če veste, kaj je Word, ampak... Aha, ok, imamo, Jernej, v redu. Še dve vprašanji. Kdo od vas bi za podjetniško idejo najbolj verjetno rekel, aha, to se pa ful dobro sliši, čeprav v resnici ne bi nič razumel? To smo pričakovala, ne, da smo. Najbolj resno vprašanje, peto vprašanje. Kdo od vas bi prišel na tekmovanje Popri kot častni gost, ampak bi potem v resnici želel sodelovati na tekmovanju?
Spoštovani gostje, najlepša hvala, da ste bili tukaj na odru in se pustili malo zrostati. Spoštovano občinstvo, dajmo en velik aplavz za ta pogum. Tako vse sogovornike bomo povabili nazaj med publiko, kajti prepričana sem, da že nestrpno pričakujemo letošnje rezultate. Zato le na hitro preletimo potek in pravila tekmovanja. Torej, na tekmovanje so se lahko prijavili mladi v 3 starostnih kategorijah. Študenti, diplomanti in ostali mladi do 29. leta starosti. Druga kategorija dijaki in tretja osnovnošolci od 7. do 9. razreda. Lahko so tekmovali kot posamezniki ali kot podjetniška ekipa z največ 5 člani. Prijavili so se lahko s poslovnim modelom, torej opisom podjetniške ideje, pa naj je to izdelek ali tudi storitev. Te poslovne modele je nato ocenila komisija, sestavljena iz start-up podjetnikov, direktorjev in predstavnikov podjetniškega podpornega okolja. In teh je bilo letos, ne boste verjeli, več kot 60. En velik aplavz tudi zanje. Že uvodoma smo omenili, da se je letos na 22. tekmovanje POPRI prijavilo 212 ekip, vse skupaj, pa v 22 letih že kar 2164, kar predstavljajo 604 tekmovalci, vseh skupaj v 22 letih pa je bilo že 5868. Iskrene čestitke. Sodelovalo je 137 mentorjev iz gospodarstva, izobraževalnih institucij in podjetniškega podpornega okolja, vseh skupaj v 22 letih pa že čez 800. Mladi tekmovalci prihajajo iz 92 različnih izobraževalnih ustanov po Sloveniji in v zamejstvu, v 22 letih pa jih je bilo skupno že več kot 600. Iskrene čestitke. Predstavitve podjetniških idej so potekale na polfinalu in sicer 12. in 13. marca 2025 v sodelovanju s strateškimi partnerji tekmovanja. Polfinale se je odvilo na 4 lokacijah po Sloveniji, in sicer v Saša inkubatorju, torej Velenje, v podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu, v Tehnološkem parku Ljubljana in v Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi. Vsaka ekipa je v 5-minutnem pitchu predstavila svojo idejo pred podjetniško komisijo. 4 polfinalne komisije so izbrale po 3 finaliste iz vsake starostne kategorije, torej osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta. Skupno torej 36 ekip, ki so prejele po 500 evrov iz nagradnega sklada. Nagrada je bila namenjena nadaljnjemu razvoju poslovnega modela in realizaciji oziroma izboljšanju prototipa do finala. Finalisti pa so danes dopoldne svoje podjetniške ideje ponovno pičali, in sicer tokrat pred nacionalno komisijo, ki so jo sestavljali ugledni podjetniki in investitorji. In danes bomo v vsaki kategoriji razglasili 3 najboljše in jim podelili super denarne nagrade v višini 2000 evrov neto za prvo mesto, 1300 evrov neto za drugo mesto in 700 evrov za tretje mesto in seveda zraven še druge nefinančne nagrade. Nagradni sklad za tekmovanje POPRI 2025 v višini 36 000 evrov bruto pa so omogočili Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Slovenski podjetniški sklad in Spirit Slovenija javna agencija. Najlepša hvala. Tako, zdaj smo preverili potek tekmovanja, šli smo tudi čez pravila in zdaj sem prepričana, da gre pa za res. Na vrsti je razglasitev rezultatov v kategoriji študenti in mladi do 29 let.
Naj povem, da poleg že omenjenih denarnih nagrad tekmovalci prejmejo tudi druge nagrade. In sicer zmagovalna ekipa v kategoriji študenti in mladi do 29 let, ki jih je komisija na nacionalnem tekmovanju Popri ocenila z največ točkami, ima možnost udeležbe na mednarodnem tekmovanju EUSER Popri Youth, ki ga organizira Primorski tehnološki park in bo potekalo 6. in 7. maja 2025 v Grčiji. Upam, da še nimate planov za prvomajske počitnice. In Erasmus, podjetniško mentoriranje v tujini za prva 3 mesta. Za vsakega člana v ekipi strani Tehnološkega parka Ljubljana velja podpora pri potovanju v Evropo na podjetniško mentoriranje od 1 do 6 mesecev preko programa AI, Erasmus for Young Entrepreneurs. In še letna naročnina za vsakega člana ekipe na revijo in portal Moje finance strani časnika Finance. In preden čisto zares začnemo z razglasitvijo, si poglejmo še, kdo so bili člani komisije v kategoriji študenti in mladi do 29 let. Člani strokovne komisije so bili Vuk Lau, partner pri Silicon Gardens Fund 3, Matjaž Bajec, izvršni direktor podjetja Incom, Teja Trebižan, soustanoviteljica in operativna direktorica podjetja Entera in Andraž Žurman, soustanovitelj in direktor podjetja Labcore. Tako komisija je znana, zdaj pa si poglejmo, kdo so bili najuspešnejši tekmovalci v kategoriji študenti in mladi do 29 let. Letos je bilo za to kategorijo prijavljenih 24 ekip oziroma 55 tekmovalcev. Na oder vabim prav vse člane teh ekip iz kategorije študenti in mladi do 29. leta, ki so se uvrstili v finale in so danes svoje poslovne modele pičali pred komisijo. Spoštovano občinstvo, en velik aplavz, tekmovalci, vabljeni na oder. Vse tekmovalce lepo prosimo, da se postavijo za tale velik napis Popri, da boste čisto blizu tejle sredini, na katero bo povabljen vsak finalist oziroma vsi tisti, ki ste osvojili 3., 2. in 1. mesto. Finalisti v tej kategoriji pa prihajajo iz izobraževalnih inštitucij: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za menedžment Univerze na Primorskem, Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola, Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola in pa Šolski center Velenje, Višja strokovna šola. Namenimo vsem tekmovalcem še en velik aplavz. Na oder pa zdaj ponovno vabim gospoda Jerneja Česna, generalnega direktorja Outfit 7 in Tanjo Kožuh, direktorico Primorskega tehnološkega parka, ki bosta podelila nagrade v kategoriji študenti in mladi do 29 let. Tako vaju kar vabim, da najprej prejmeta kuverto z rezultati. Začeli bomo namreč s 3. mestom. Spoštovani tekmovalci, takoj, ko bo razglašen prejemnik nagrade, prosim kar člana ali kar vse člane ekipe, da stopite naprej tule v ospredje in prevzemete nagrado. Ostali tekmovalci pa seveda dobrodošli, da počakate na svojih mestih. Tudi jaz bom prejela še rezultate, da bo šlo lažje. Tako, gospod Česen, beseda pa je vaša, da razglasite to 3. mesto. 3. mesto v tej kategoriji prejme Help to Go.
člani ekipe so Nina Planinšek in Betina Sabo in izobraževalna inštitucija Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani. Kar prosim, da prideš nazaj, članica, da še naredimo spominsko fotografijo takole kar na sredini. Spoštovano občinstvo, en velik aplavz, prosim. Pa bomo našo tekmovalko prosili še za en kratek odgovor in sicer nas zanima, da vemo, s čim ste si prisvojili oziroma osvojili 3. mesto. Torej, kaj je vaša podjetniška ideja? Igrificirana aplikacija za prispevanje k družbi. Tako Duolingo, ampak za prispevanje k družbi. V redu, torej Duolingo poznamo, ampak kakšen problem pa rešuje vaša rešitev? Dobesedno globalno segrevanje, a ne, nekako aktivirati ljudi, ki še niso aktivni. Tako. Čestitke in uspešno še naprej pri vaših poslovnih in podjetniških uspehih. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa mislim, da smo že pri nadaljevanju in pri podelitvi 2. mesta. In drugo mesto v tej kategoriji prejme Majela. In pa člani ekipe Miha Gale, Jona Novljan, Klemen Bajt in Luka Kovač in izobraževalna inštitucija Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani. Tako tudi za vas imamo seveda vprašanje oziroma prošnjo, da predstavite svojo rešitev, svojo idejo. Ja, mi smo pa poskušali narediti oziroma smo naredili spodnjice, ki pomagajo ohranjati moško plodnost. Mislim, da tale aplavz pove vse. Bomo videli, ali je izdelek še kot prototip ali je že na voljo za uporabo. Tako, in smo prišli do tistega trenutka, ko bomo razglasili 1. mesto. Jernej? No, 1. mesto v tej kategoriji pa prejme PicBits. Iskrene čestitke podjetnici, to je Lana Rakovec iz Ekonomske fakultete Univerza v Ljubljani. Še skupinska fotografija, da si zapomnimo ta prečudovit trenutek, potem pa seveda nas zanima Pipic, če sem si prav zapomnila, je blagovna znamka oziroma zmagovalna rešitev. Lana, kaj predstavlja oziroma kakšen problem rešuješ s tem poslovnim modelom? Sam da za začetek povem, PicBits je AI software, ki prilagaja glasbo na podlagi, kako se vi gibljete. Rešuje pa problem, da športanje ni več neko pravilo, ampak je dejansko en tak edinstven experience in boste vsakič, ko boste športali, res še dodatno uživali. To. Glede na to, da gre za zmagovalno idejo, si bomo privoščili malce več vprašanj, če smemo. In sicer nas predvsem zanima, komu je namenjena ta programska oprema oziroma rešitev. Jaz bi rekla, da nek čar te rešitve je ravno to, da je namenjena za kogarkoli, glih zato, ker se glasba prilagodi vam. Tako da kdorkoli ste, je namenjena tudi vam. Ja, lahko zaploskamo, seveda. Kako pa ste prišli do te ideje? Ste telovadili, športali, tekli, plezali, kje se je porodila ta ideja?
Ta ideja se je porodila, ko sem jaz šla enkrat teč, ker ful rada tečem, ampak samo rekreativno, nisem profesionalka. In sem se enkrat, v Ljubljani sem bila, v mestu še, in glih najboljši del muzike je prišel, glih tista najboljši beat drop, se mi je pa prižgala rdeča luč pred mano. Sem rekla, ne, jaz bi mogla zdaj teči, jaz bi zdaj najbolj mogla uživati. In v tistem trenutku se je porodila ideja za Pikbic. Odlično. Ne bom vprašala, koliko časa je minilo od ideje do realizacije. Si predstavljam, da je bil to kar dolgotrajen proces. Ne? Govorimo o tednih, mesecih, dnevih? Začela sem konec novembra z idejo, zdaj je pa to skozi bolj realna, ne samo ideja, ampak že podjetje, tako da gre počasi, oziroma bi rekla, gre hitro naprej. No, tako. In z veseljem bomo spremljali še naslednje korake. Morda pa zdaj za konec najtežje vprašanje. Zakaj bi vrstnikom, sovrstnikom, morda tudi mlajšim generacijam priporočila udeležbo na tekmovanju Popri? Jaz mislim, da že samo to, da pridete sem in se mrežite z vsemi ljudmi, ker se mi zdi, da res, kar je vsem nam tukaj tekmovalcem enako, je to, da imamo neke ideje, da imamo neke sanje in smo jih pripravljeni tudi realizirati in nekaj za njih narediti. In meni je bilo to že samo, da sem se lahko pogovarjala z drugimi, bila inspirirana, kakšen nasvet od koga dobila ali pa mogoče tudi kako mu dala, da je to nek najlepši čar. Seveda, tudi, so tudi ostale stvari, ampak jaz mislim, da je to ena taka najpomembnejša stvar, ki je pomembna, no, da se obdaš s pravimi ljudmi in jaz mislim, da Popri točno to so. Odlično, najlepša hvala. In seveda še enkrat iskrene čestitke. Spoštovano občinstvo, prosim za en velik aplavz za vse tekmovalce v kategoriji do 29 let. Spoštovani tekmovalci, hvala za sodelovanje, seveda še enkrat iskrene čestitke najboljšim, vabljeni, da sedete nazaj med publiko. Hvala tudi gospodu Česnu in Tanji za pomoč pri podeljevanju. Prav lepo je videti, da je ta oder vsako leto bolj poln in da so podjetniške ideje bolj inovativne in prodorne. Prva podelitev je, kot smo videli, za nami, sledi pa razglasitev rezultatov v kategoriji dijaki. Letos je bilo za to kategorijo prijavljenih 101, oziroma je bila prijavljena 101 ekipa oziroma 287 tekmovalcev. Tudi v tej kategoriji imamo poleg denarnih nagrad še druge nagrade in sicer zmagovalna ekipa v kategoriji dijaki, ki jih je komisija na nacionalnem tekmovanju Popri ocenila z največ točkami, ima možnost udeležbe na mednarodnem tekmovanju EUSER Popri Youth, ki ga organizira Primorski tehnološki park in bo potekalo, kot že omenjeno, 6. in 7. maja 2025 v Grčiji. In pa prve 3 uvrščene ekipe v kategoriji dijaki dobijo možnost udeležbe na tekmovanju Genius Olympiad in sicer v kategoriji Business. Popri je namreč tudi predselekcijsko tekmovanje za uvrstitev na Genius Olympiad, ki poteka v Združenih državah Amerike. Nagrade smo našteli. Zdaj pa si poglejmo, kdo so bili člani strokovne komisije v kategoriji dijaki. Člani strokovne komisije so bili Tom Vodopivec, operativni direktor podjetja Bird Buddy. Andrej Šolinc, direktor CIT Slovenija. Renata Dražetič, komunikacijska specialistka pri Outfit 7. In Maja Brelih-Lotrič, direktorica podjetja Lotrič Meroslovje. Iskrene čestitke in najlepša hvala strokovni komisiji. Zdaj pa vabim vse tekmovalce iz kategorije dijaki, ki so se uvrstili v nacionalno tekmovanje, v nacionalni finale, da se nam pridružijo na odru. Spoštovano občinstvo, vas pa za velik aplavz.
Tudi vas prosimo, da se postavite tamle za ta velik napis Popri. Nekaj več vas je, ampak sem prepričana, da ste se že dobro spoznali in da se bomo kar skupaj stisnili. Finalisti iz te kategorije pa prihajajo iz izobraževalnih inštitucij. Ekonomska šola Novo mesto, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Ormož, Gimnazija Tolmin, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Srednja ekonomska šola in Gimnazija Maribor, Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola, Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. En velik aplavz za tekmovalce. Vidim, da vas tale luč nekoliko uvira, tako da spoštovani tekmovalci, vas kar prosim, da se vsi prestavimo na drugo polovico odra, se postavimo v 2-3 vrste, saj veste, kako je v podjetništvu. Človek se mora znajti, tudi če mu v glavo sveti luč. Tako, nagrade v tej kategoriji bo podelil župan mestne občine Nova Gorica, gospod Samo Turel, če nam ni preveč zameril s tistim roastom, tako da gospod župan, vabljeni na odru. Gospodu županu pa se bo pridružila tudi direktorica Primorskega tehnološkega parka, magistrica Tanja Kožuh. Da se malce oddolžimo za tisti vroči stol, naj omenimo in se seveda zahvalimo mestni občini Nova Gorica, ki že vrsto let podpira tekmovanje Popri. Tako, tudi tokrat bomo začeli pri 3. mestu. Postopek je enak kot pri prejšnji podelitvi, torej spoštovani tekmovalci, takoj ko razglasimo prejemnika nagrade, ste dobrodošli in vabljeni, da stopite tule v ospredje na črno črto, kjer vam bomo podelili nagrado, vsi ostali člani pa vabljeni, da počakate na razglasitev. Gospod Turel, zdaj pa je beseda vaša. Razglasimo 3. mesto. Nagrado za 3. mesto v kategoriji dijaki prejme poslovni model. Aha. Torej, člani ekipe Tjaž Saksida, Martin Lisjak, Maj Mozetič in izobraževalna institucija Šolski center Nova Gorica, gimnazija in zdravstvena šola, ki so prejeli 3. mesto, Plan T. Iskrene čestitke. Torej, da slišimo, preverimo, kaj je Plan T, kakšno rešitev oziroma ponujate oziroma kakšen problem rešujete. Plan T je v bistvu naprava za avtomatsko vezanje trt, kar ti kmetje, mislim tudi mi sami imamo doma trte in smo se soočali s tem in je zelo zamudno, kajti pri vsaki trti se rabiš posebej sklanjati, zavezovati, tako bi pa samo naprava priklopila in bi avtomatsko zavezalo. Torej je ta rešitev namenjena vsem, ki imajo doma vinograde. Ja. Pa smo zopet pri vinu. V redu, pa morda samo še to, koliko članov oziroma koliko časa ste razvijali to idejo? To idejo smo začeli razvijati na 3-dnevnem ekskurziji, start-up izzivu in to je bilo 2 meseca nazaj. Odlično in iskrene čestitke še enkrat. Iz 3. pa naprej k 2. mestu. Gospod župan, beseda je zopet vaša. Zdaj sem v dilemi, da ne bom tudi tega imena slučajno pokvaril. Nič hudega, tu smo, da se učimo, pa sem prepričana, da mladi podjetniki niso zamerljivi. Nagrado za 2. mesto v kategoriji dijaki prejme poslovni model. Tremolis.
članici ekipe sta Lana Ocvirk in Zoja Jurečič, ki prihajata iz gimnazije Novo mesto. Iskrene čestitke. Čestitke, pa da slišimo, kaj rešujete oziroma kakšna je vajina poslovna podjetniška ideja. Midve so v bistvu zasnovali inovativno pametno žogico, ki pomaga starostnikom predvsem, ki se soočajo z esencialnim tremorjem. Tukaj gre pa v bistvu za tresenje rok, katerega vzrok še ni popolnoma znan. Naša žogica pa sprošča take impulze, ki v bistvu blažijo tako tresenje rok. Kako sta prišli do ideje? Obedve imava starše v bistvu v zdravstvenem sektorju in se zavedava, kako velik problem je to in v bistvu nekako je to napeljalo na to, da smo začeli reševati ta problem. Iskrene čestitke. In kar tako naprej. Hvala. Veliko vlogo pri razvoju podjetniških idej imajo tudi mentorji, zato na oder in v ospredje vabim mentorja drugo uvrščene ekipe, to je Janez Gorenc. Tako najlepša hvala, da ste v podporo mladim, ki razvijajo svoje prve podjetniške ideje. Tako da iskrene čestitke tudi vam in najlepša hvala. Ja, zdaj pa smo že pri zmagovalcih kategorije dijaki. Mislim, da so rezultati že pri županu. Preverimo. So? So? Aha, vidimo, kaj piše. No, pa jih razglasimo. No in še nazadnje. Nagrado za prvo mesto v kategoriji dijaki prejme poslovni model SmartNet. Podjetnici Urška Medved in Nika Stepančič in izobraževalna inštitucija Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, iskrene čestitke. Mladi podjetnici, vprašanje za vaju bosta, oziroma najprej vaju prosimo, da predstavita zmagovalno idejo. Torej, najna ideja je inovativna odbojkarska mreža, ki zazna dotik in s tem rešuje probleme sodnikov, ker dostikrat ne opazijo dotika in je bolj praktična. Predvidevam, da sta tudi sami vešči v tem športu v odbojki? Ja, sama sem trenirala odbojko. In sta tako prišli do ideje? Ja. Komu pa je namenjeno, oziroma komu boste najprej prodali to podjetniško idejo? Klubom, posameznikom, šolam? V bistvu na prvem mestu so nam klubi, največ smo tudi kontaktirali klube in največ mnenj dobili od klubov, ampak na drugem mestu so pa tudi srednje in osnovne šole, ker je tudi tam do veliko prepirov. Si predstavljamo, glede na tale odziv publike. Kaj pa sicer, v čem je vajina, vaša rešitev boljša od že obstoječih rešitev in ali sploh obstajajo? Torej, najna konkurenca so kamere in pa sodniki, ampak sodniki, kot smo že rekli, so samo ljudje in dostikrat ne vidijo dotika, kamere so pa drage in lahko... A ja, kamere, imaš omejeno število ogledov jih na tekmah in to pa imaš stalno. Torej ste dobro naredili tale market research. Čestitke, to vas je verjetno tudi pripeljalo do prvega mesta. Pa zaključno vprašanje, zakaj bi vrstnikom oziroma drugim priporočile udeležbo na tekmovanju Popri? Mislim, nas je naučilo, da ne smemo obupati, ker same smo začele delati 2022 in čeprav dvakrat nismo bile sprejete, smo še vedno ustrajale na tem in dobile veliko izkušenj o govoru, o pripravah in vsemu.
In se je obrestovalo. Torej, samo naprej in ustrajati. Nika in Urška, iskrene čestitke. Hvala. Zdaj pa na oder in v ospredje vabim tudi krovnega mentorja oziroma mentorico, to je Urška Božič. Tudi vam iskrene čestitke in najlepša hvala za podporo pri mladih podjetniških idejah. Kar pogumno na oder. Torej, slišali smo, pomembno je, da mladi vztrajate, pa tudi, da imate podporo tako v domačem okolju, kot v izobraževalni instituciji, kot tudi na državni in mednarodni ravni, kot je tekmovanje Popri. Iskrene čestitke in najlepša hvala. Najlepša hvala tudi obema podeljevalcema, ki si zaslužita en velik aplavz in povabilo nazaj med publiko. Ja, tako, spoštovani tekmovalci, s tem smo zaključili podelitev v kategoriji dijaki. Vsi skupaj si zaslužimo še en velik aplavz in seveda vabljeni nazaj med publiko. Tako od vseh teh podjetniških idej, mladih umov je čas, da si privoščimo še nekaj glasbenega oddiha. Našo naslednjo nastopajočo smo danes že slišali in videli, in sicer na Popri festivalu na Bevkovem trgu. Je mlada glasbenica, ki jo glasba spremlja že od otroštva. Svojo kariero je uradno začela leta 2018 z njenim prvim singlom, To je, kar imam. Leta 2020 je nastopila na EMI, potem pa so seveda sledili še drugi veliki odri po vsej Sloveniji. Letos je izdala svoj prvi album z naslovom Voda, ki ga je predstavila v razprodanem kinu Bežigrad. Spoštovane, spoštovani, z aplavzom na oder povabimo Gajo Prestor. Ko prvič stala sem pred očmi, rekli so mi, kaj najbolj boli, da ne skica sem za njihov okvir. Zastrupljena z ideali sveta, pustila, da moj se z mano igra, skrivala svoj pravi jaz. Grizejo me, ranijo me, a ne pustim se, ne, vlečejo dol, jaz grem gor, ne gledam nazaj več, ne. Gremo na vrh, ne bojim se, ne, kdo pride z mano skupaj na vrhu, naj vsem povem, ej, jaz se ne dam, če tudi v svet pravi, naj prodam se. Ej, res ni mi mar, kaj pravijo mi, jaz verjamem vase. Ne prodam se. Jaz verjamem vase. Še vedno kdaj se znajdem na tleh, ujeta v mrežo svojih besed. Sem to res jaz, a zgubljena sem spet. Še vedno sem ista punca kot prej, le hvaležna za vse izzive do zdaj. Mojo musko in moj lev sem širim naprej. Grizejo me, ranijo me, a ne pustim se, ne, vlečejo dol, jaz grem gor, ne gledam nazaj več, ne. Gremo na vrh, ne bojim se, ne, a ste z mano skupaj na vrhu, naj vsem povem, ej, jaz se ne dam, če tudi v svet pravi, naj prodam se. Ej, res ni mi mar, kaj pravijo mi, jaz verjamem vase. Ne prodam se. Jaz verjamem vase.
Najlepša hvala. Gaja, najlepša hvala, verjeti vase. To je nekaj, kar nam pride prav ne samo v glasbi, ampak tudi v podjetništvu. Zdaj pa je čas za našo zadnjo razglasitev rezultatov. Osnovnošolci, smo pripravljeni? Ja, ni prepričljivo. Bom še enkrat ponovila. A smo pripravljeni? Bolje. Tako. V kategoriji osnovnošolcev bomo razglasili 3 najboljše in jim podelili super denarne nagrade v višini 2000 evrov neto za prvo mesto, 1300 evrov za drugo mesto in 700 evrov za tretje mesto in seveda tudi druge nefinančne nagrade. Letos je bilo za kategorijo osnovnošolci prijavljenih kar 262 tekmovalcev iz 87 ekip. Iskrene čestitke! Naj ponovim, nagradni sklad za tekmovanje Popri 2025 v višini 36 000 evrov bruto so omogočili Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Slovenski podjetniški sklad in Spirit Slovenija, javna agencija. Kot omenjeno, poleg denarnih nagrad imamo za naše najmlajše zmagovalce še 2 nagradi. In sicer ekipa, ki v finalu Popri osvoji prvo mesto v kategoriji osnovnošolci, prejme za nagrado možnost ogleda in montaže na RTV Slovenija. Ta posebna izkušnja bo organizirana že v drugi polovici aprila 2025, torej še ta mesec. In pa tudi brezplačno udeležbo na finančni šoli za mlade, ki jo omogočajo finance. Iskrene čestitke in najlepša hvala vsem, ki ste to omogočili. Zdaj pa poglejmo, kdo so bili člani strokovne komisije v kategoriji osnovnošolci. Člani strokovne komisije so bili Vladimir Balukčič, soustanovitelj in direktor podjetja E-šola, Anja Renko, soustanoviteljica podjetja Lake in Uroš Maklič, direktor podjetja Easy Park SE. In tudi Nina Strajnar, soustanoviteljica in direktorica podjetja Flika. Hvala vsem članom strokovne komisije za odlično opravljeno delo. Zdaj pa vabim vse tekmovalce iz kategorije osnovnošolci, da se mi pridružite na odru. Kar lepo pogumno po levi in desni strani odra vse tja za napis Popri. Zdaj sem prepričana, da že vemo, kako gre, pa previdno. Tudi noge vam bodo še prišle prav na tekmovanju. Medtem pa povejmo, kdo so finalisti iz kategorije oziroma iz katerih izobraževalnih institucij prihajajo. Osnovna šola Antona Aškerca Velenje, Osnovna šola Brusnice, Osnovna šola Center Novo mesto, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Koper, Osnovna šola IK, Osnovna šola Obrinži Kočevje, Osnovna šola Ormož, Osnovna šola Radlje ob Dravi, Osnovna šola Šempas, Osnovna šola Šturje Ajdovščina in Osnovna šola Tabor Logatec. Iskrene čestitke tudi vsem osnovnim šolam. Nagrade v tej kategoriji pa bo podelila Nina Strajnar, direktorica podjetja Flika, ki jo sedaj ponovno vabim na oder, hkrati pa na oder vabim tudi gospo Tanjo Kožuh za pomoč pri podelitvi. Morda še kot zanimivost omenimo, da je podjetje Flika nosilec naziva slovenskega startup leta 2024. Gospod Strajnar pa je letos sodelovala tudi kot članica komisije v kategoriji osnovnošolci in tako pomagala pri izboru najboljših poslovnih modelov iz te kategorije. In kot smo zdaj že navajeni, začeli bomo s 3. mestom in kar podelili oziroma ponovili podelitev iz prejšnjih kategorij. Torej, takoj, ko je znan prejemnik vabljen v ospredje. Preverimo pri Nini, ali že imamo znanega prejemnika 3. mesta. Imamo? Smo pripravljeni? Imamo. Nagrado za 3. mesto prejme
poslovni model Smetko Bot. Smetko Bot. Rene Plohelj in člani ekipe Rene Plohelj, Jakob Kukovec, Jaša Novak in izobraževalna institucija Osnovna šola Ormož. Iskrene čestitke tretje uvrščenim, pa en velik nasmešek za starše in publiko. Tako, spoštovani tekmovalci, bom prosila tule za mikrofon, tako da lahko slišimo, kaj pa je vaša zmagovalna oziroma tretje uvrščena ideja. Smetkovod je robotski pobiralec smeti, kateri pobira smeti v javnih površinah, kot so ceste, pločnike pa ulice. Odlično. In kako ste prišli vi do te ideje? Je kar padla z neba? Ne. V bistvu, ker imamo v naši naravi pa v javnih površinah, smo opazili veliko smeti, pa ja, tako smo prišli. Iskrene čestitke in veliko uspeha tudi v bodoče. Iskrene čestitke pa tudi mentoricama, ki sta pripravili tokratne tekmovalce, tretje uvrščene, in sicer Maja Korban Črnjavič in Mirjana Špacepan, ki sta vabljeni na oder z velikim aplavzom. Verjetno je sploh pri naših najmlajših tekmovalcih potrebnega veliko potrpljenja in spodbujanja, tako da iskrene čestitke in najlepša hvala za ves vloženi trud. Pa še spominska fotografija. In aplavz, s katerim vas povabimo nazaj med publiko. Tako, zdajle pa bomo razglasili, kot vemo, drugo mesto. Nina, smo pripravljeni? Da ne bom prehitevala dogodka. Bobnov ne prehitevamo, tako je, zdaj že vemo, kako gre. Nagrado za drugo mesto v kategoriji osnovnošolci prejme EcoFlash. In tekmovalka Rijana Erneda in izobraževalna inštitucija Osnovna šola Center Novo mesto. Iskrene čestitke, Rijana. Pa te kar vabim, da odgovoriš še na vprašanje in sicer lepo prosim predstavi nam svojo podjetniško idejo. EcoFlash je linija 100% naravnih čistil, ki so v obliki šumečih tablet za odmaševanje WC školjke in šumečega praška za odmaševanje odtokov, in tako so naše čistila prijazna do vseh organizmov. Temu se pa reče odličen 22-sekundni pič. Iskrene čestitke. Hvala. Iskreno čestitamo pa tudi mentorici, ki si zasluži en velik aplavz in povabilo na oder, to je Nina Volko. Mentorica že prihaja na oder. Tako, najlepša hvala tudi vam. Kar pogumno na sredino, da si zapomnimo tale trenutek. In ga morda ponovimo naslednje leto. Najlepša hvala in srečno tudi naprej. Zdaj pa smo že pri razglasitvi najboljših v kategoriji osnovnošolci. Nina, sva pripravljeni? Sva. Težko pričakovano nagrado za prvo mesto v tej kategoriji prejme Daily Vibe. In tekmovalke so
Sofija Bokan, Eva Jermančič in Lana Stevič, ki prihajajo iz osnovne šole Elvire Vatovec Prade Koper. Iskrene čestitke. No, to pa je takšna podpora, ki si jo prvouvrščeni zaslužijo. Tekmovalke, iskrene čestitke, vam bomo dali kar 2 mikrofona. A boste povedali, kaj je ta zmagovalna ideja, ki je prepričala strokovno žirijo in očitno tudi publiko? V bistvu mi razvijamo aplikacijo za mladostnike in učence, da jim pomagajo si organizirati čas učenja in drugih izvenšolskih obveznosti. Ve, razvijate aplikacijo. Ja. Wow, to si zasluži en velik aplavz. V čem pa se vaša rešitev razlikuje od drugih že obstoječih? V bistvu naša aplikacija ne deluje prisilno, ampak motivacijsko. So vključene tudi nagrade in medtem, ko se otrok uči, zaklene druge moteče aplikacije, kot so igre in družabna omrežja. Torej je namenjena vaša poslovna ideja oziroma rešitev vsem učencem, srednješolcem, še komu? Ja, v bistvu bolj te skupnosti, ja. Torej ste prišli do te ideje iz lastnih izkušenj? Ja. Kaj pa zdaj tisto vprašanje, ki ga dobijo vsi tekmovalci, zakaj bi udeležbo na tekmovanju Popri priporočale ostalim? V bistvu zato, ker mi smo spoznali veliko novih ljudi, ki so nam tudi, da smo tukaj zelo pomagali, ter je zelo dobra izkušnja in tudi par dni nismo bili v šoli. Saj vaše razredničarke ni v dvorani, a ne? Ne. Ne, samo učiteljica matematike. Učiteljica matematike. In likovne. No, tako. In one vam verjetno niso, oziroma so spregledale, ne, ko vas ni bilo v šoli. Ja. A ste dobile kakšno petko? Boste dobile kakšno petko? Upamo. To je podjetništvo, tako. Morda samo še vprašanje, v čem pa je vaša aplikacija drugačna, recimo, od ostalih? Da vem, a si jo namestim tudi jaz? V bistvu mi imamo aplikacijo prvo v slovenskem jeziku, ki bo tudi se povezala z asistentom in Lopolisom in tudi z drugačnimi založbami, s katerimi smo že vzpostavili stike in sodelovanja. Odlično, torej preizkusim tudi jaz. Najlepša hvala in iskrene čestitke, pa če ste za, pokličemo z enim velikim aplavzom še vašo mentorici, Nives Keš Trebec in Polona Fritz Tomšič. Tole bomo vzeli. Tako tekmovalke povabimo zdaj le še vaši mentorici na oder. Tudi oni dve si zaslužita en velik aplavz, pa upam, da tudi oni dve nista bili par dni v šoli in sta dobili zaslužen dopust. Če ne ga pa še bosta. In še skupinska fotografija, da si zapomnimo ta trenutek. Najlepša hvala in iskrene čestitke. Tako vse tekmovalce zdaj vabimo nazaj med publiko in se zahvalimo tudi gospe Tanji in Nini, ki sta podeljevali nagrade v tej zadnji kategoriji. Iskrene čestitke in vabljeni nazaj med publiko. Ja, tako, tekmovanje Popri sicer, na tekmovanju Popri so sicer res v ospredju mladi podjetniki in tudi njihovi mentori, ampak prav posebna zahvala gre tudi vsem ostalim udeležencem, ki so na tak ali drugačen način pripomogli k popolni izvedbi letošnjega tekmovanja Popri. Posebna zahvala gre glavnemu organizatorju, to je Primorski tehnološki park.
Hvala tudi soorganizatorjem, to so Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Spirit Slovenija, javna agencija, Slovenski podjetniški sklad, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter Vrtojba, strateški partnerji, Tehnološki park Ljubljana, Saša Inkubator, Razvojni center Novo mesto. Partnerji, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, SBC Slovenski podjetniški klub in CIT Slovenija. Smaragdni sponzor, Gen skupina. Platinasta sponzorja Bolton Adriatic in Let Lux. Zlata sponzorja Outfit 7 in Protectus in medijski partner Finance in Radio Robin. Iskrene čestitke in zahvala vsem. Seveda gre posebna zahvala tudi vsem ostalim podpornikom, srebrnim in bronastim sponzorjem, gostitelju zaključne prireditve in medijskem sponzorju. Hvala vsem še enkrat. Tako, nagrade smo podelili, zato je mislim, da čas, da si zopet privoščimo en takšen prijeten glasbeni oddah. Gaja Prestor, oder je tvoj! Gledaš skozi mene, vem kaj si želiš, da sama sva skrita v temi, daleč stran od vseh oči. Čutim te ob sebi, hočem tvoje dlani, da rišejo po meni, kot da jutri naju več ne bo. Ob tebi zbudi se, kar je spalo v meni. Skupaj kot eno nazaj v svoj svet. Tvoj dotik na meni se topi, oba čutiva več, ko si dovoljiva. Veš, še lahko to More za trenutek ni še ne ve, počneva vse, kar se ne sme. Danes si moj, jutri te več ni, moje telo po tebi krepeni. Sama sebi priznam, nežno šepetam, spet vračam se tja, ker z mano se igraš, dihava kot eno. Pleševa kot ogenj in led, skupaj kot eno nazaj v svoj svet. Tvoj dotik na meni se topi, oba čutiva več, ko si dovoljiva. Pleševa kot ogenj in led. Ker ne veš, da bo vsega konec, vse, kar imaš, je ta trenutek. Zato se prepusti in začuti, tudi takrat, ko te boli. Tvoj dotik na meni se topi, oba čutiva. Pleševa kot ogenj in led, skupaj kot eno nazaj v svoj svet. Tvoj dotik na meni se topi, oba čutiva več, ko si dovoljiva. Ostajava kot ogenj in led. Najlepša hvala. Gaja, najlepša hvala, pa te kar
povabim, da ostaneš tule na odru, kajti tisti, ki ste že kdaj spremljali ali bili na tekmovanju Popri, veste, kaj nas čaka. Tradicionalni selfi. To pomeni, da ste vsi tekmovalci, vsi organizatorji, vsi sponzorji lepo vabljeni, da se nam pridružite tule na odru, da naredimo skupinsko fotografijo. Najpogumnejši, kdo bo prvi? Aha, nihče. Dajmo en aplavz, pa z aplavzom pridemo vsi na oder. Oziroma najmanjši vabljeni, da pridete bolj naprej. Srednješolci ste nekje verjetno na sredini, dijaki oziroma študenti oziroma mladi do 29 let, vabljeni, da pridete v zadnjo vrsto oziroma tako, da ne boste prekrivali tistih najmanjših, pa kar pogumno, stopnice so na levi in desni strani odra. Mislim, da je to trenutek, ki ga moramo izkoristiti za en takšen skupinski selfi. Bolj skupaj. Vsi tisti, ki pa ostajate v publiki, pa dajte en aplavz za vse, ki so tule zdajle na odru ali pa še prihajajo na oder. Danes je dan mlade podjetniške energije in inovativnosti in prepričana sem, da smo danes več kot dokazali, da se nam dobro piše in da podjetniških idej še kmalu ne bo zmanjkalo. Wow, oder je že prav poln, stopimo še kar v 3-4 vrste, prostora je dovolj za vse. Tako, kar stopite tule bliže, da bomo vsi na sredini, tako da tekmovalci kar pogumno, nihče ne grize, to smo danes že pokazali. Aha, mislim, da so stopnice prazne, kar pomeni, da smo zdaj vsi na odru, ki moramo biti. Telefone imamo pripravljene, imamo, vsaj jaz ga imam. Na 3-4 zdaj bomo vsi rekli kaj? Ja, tako je, Popri. Tudi publika je dobrodošla, da zakričite in zaploskate z nami. 3-4 zdaj, Popri! Danes ste res pokazali veliko vztrajnosti, vedoželjnosti, predvsem pa poguma, skratka veščin, ki odlikujejo najboljše podjetnike, zmagovalce. Ne glede na osvojeno mesto ste danes zmagovalci prav vsi, saj smo skupaj naredili korak v smeri bolj inovativne in podjetniške družbe. Hvala, da ste tekmovali, spoštovano občinstvo, hvala, da ste bili z nami in z enim aplavzom si zaželimo še veliko podjetniških uspehov. Tudi v bodoče in se vidimo na tekmovanju Popri 2026.